Učinkovita organizacija časa pomeni še veliko več kot urejen urnik vsakodnevnih obveznosti, nalog, ciljev in načrtov za prihodnost. Da smo lahko pri vsem naštetem uspešni, je bistveno, da dobro poskrbimo tudi za naše osnovne potrebe, ki nam omogočajo, da lahko tako na telesni kot psihološki ravni delujemo najbolje, kar lahko. Skrb zase pomeni tudi skrb za ustrezno regeneracijo, ki vključuje naše prehrano, gibanje, ritem spanja ter dobro razmerje med delovnimi obveznostmi in prostim časom, ki ga preživljamo v sproščenem tempu. Vse našteto spada med strategije z bolj dolgotrajnim učinkom ter predstavlja pomemben del zdravega življenjskega sloga, ki je pomemben za vsakega od nas. Ustrezna prehrana in gibanje predstavljata ključna varovalna dejavnika zdravja in preprečevanja bolezni. Da lahko športniki in glasbeniki dobro funkcionirate kljub številnim obremenitvam, je izjemno pomembna uravnotežena in zdrava prehrana. Omogoča zdrav telesni razvoj, energijo ter ustrezno delovanje vseh telesnih funkcij. Pomembno je, da zaužijete zadostno količino vseh makrohranil, ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin, pa tudi vitaminov in mineralov. Ogljikovi hidrati predstavljajo vir energije in osnovno živilo za živčni sistem. Sestavljeni ogljikovi hidrati, kamor med drugim uvrščamo prehranske vlaknine, se povezujejo z uspešnim razvojem možganov in izboljšanim spominom. Živila, bogata s temi hranili, so na primer sadje, zelenjava, stročnice, testenine, riž in druga. Priporočljivo je omejiti uživanje enostavnih sladkorjev, saj se pretiran vnos povezuje z negativnimi učinki na zdravje. Veliko jih je recimo v brezalkoholnih in energijskih pijačah, sadnih sokovih ter so pogost dodatek marsikaterim drugim živilom, na primer kosmičem, marmeladam ali sladkim jogurtom. Tudi uživanje maščob je pomembno, a imajo različne vrste maščob različen vpliv na zdravje, kar je odvisno tudi od načina priprave hrane. Priporoča se oljčno olje, za hladne jedi tudi laneno ali konopljino olje. Pri peki pa olja z več oleinske kisline, recimo repično olje ali namenske mešanice rastlinskih olj. Zaradi visoke energijske vrednosti je skupen vnos maščob potrebno omejevati. Za uravnavanje holesterola v krvi so pomembne nenasičene maščobe, še posebej omega-3 maščobne kisline, katerih uživanje pozitivno korelira z dosežki na testih spomina. Vsebujejo jih na primer mastne morske ribe, kot sta losos ali skuša. Največ nasičenih maščob, ki jih je dobro omejevati, najdemo v živalskih maščobah in oljih rastlin iz toplih podnebij, kot sta kokosovo ali palmino olje. Ključno je poudariti zadosten vnos beljakovin, saj igrajo pomembno vlogo pri normalnem delovanju telesa. Največkrat pa jih na našem jedilniku ni dovolj. Beljakovine krepijo izvršilne funkcije možganov, ki so ključne za načrtovanje, organiziranje, doseganje ciljev in prilagajanje v različnih situacijah. Vnos beljakovin se povezuje z dobrim delovanjem delovnega spomina, še posebej, ko so zahteve nalog visoke. Bogati viri živalskih beljakovin so recimo pusto meso in sveže ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki, viri rastlinskih beljakovin pa na primer soja, fižol, čičerika in drugo. Pestra in uravnotežena prehrana, ki je energijsko prilagojena posamezniku, je bogata s hranili in tako zagotavlja zdravo telesno sestavo. Poleg fizičnega omogoča tudi zdravje možganov in predstavlja pomemben del regeneracije. Ker je tudi prehranjevanje glede na naše potrebe in življenjski slog nekoliko individualno, priporočava, da se za bolj usmerjena in natančna znanja o prehrani posvetujete z usposobljenimi prehranskimi strokovnjaki. Pri športnikih je seveda gibanja v njihovem življenjskem slogu načeloma dovolj. Zato je tu morda poleg dobro načrtovanih treningov pomemben poudarek skrb za regeneracijo in spanje, kar bomo podrobneje opredelili v nadaljevanju modula.
Nasprotno pa pri glasbenikih zadostna količina gibanja ni vedno samoumevna. Veliko je namreč sedečega položaja in ponavljajočih se gibov povezanih z vadbo inštrumenta. Telesna vadba se poleg fizičnih učinkov pozitivno povezuje tudi z dobrim mentalnim funkcioniranjem, duševnim zdravjem in s pozornostjo. Iz teh razlogov je dobro, da glasbeniki gibanje sistematično vključite v svoj urnik. Svetovna zdravstvena organizacija v splošnem priporoča najmanj 150 minut visoko intenzivne ali 300 minut zmerno intenzivne aerobne vadbe tedensko. Vsaj 2-krat tedensko naj bi odrasli posamezniki izvajali tudi vaje za krepitev mišic, ki zagotavljajo dodatne pozitivne učinke za zdravje. Več gibanja prinaša več koristi, a že vsak gib šteje. Dobro je tudi, da najdete vadbo, ki vam ustreza in pri kateri uživate, saj bo tako motivacija za njeno izvajanje še višja. Pomemben vpliv na psihološko varnost in trdnost imajo tudi medosebni odnosi z bližnjimi. Družinski, partnerski, prijateljski, ekipni. So temeljni del dobrega funkcioniranja, saj se ukvarjanje s stvarmi, ki so skladne z našimi vrednotami in zadovoljujejo naše potrebe, povezujejo z višjim zadovoljstvom z delom in življenjem, višjo motivacijo ter posledično tudi z našo uspešnostjo. Preživljanje časa s pomembnimi drugimi ob sproščujočih aktivnostih tako lahko predstavlja pomemben del počitka in regeneracije ter zadovoljuje naše potrebe po varnosti, sprejetosti in pripadanju. Zato je pomembno, da jih aktivno načrtujemo in vključujemo v svoj urnik. Enako velja tudi za prosti čas, čas zase ter ukvarjanje s hobiji, saj lahko v množici obveznosti hitro pozabimo na pomen teh aktivnosti. Početi sproščujoče stvari, ki jih imamo radi, nas napolni z energijo, ohranja ravnovesje med delom in prostim časom ter pozitivno vpliva na našo storilnost, zaradi česar je smiselno, da pri določanju časovnih blokov posebej specificiramo čas za to. Izjemno pomemben vidik upravljanja s časom predstavlja usklajevanje zahtev študija, športa, glasbe in osebnega življenja. Ukvarjanje z večino tekmovalnih športov ali z glasbo na vrhunskem nivoju zahteva precej predanosti, veliko dela, časovno dolgotrajne treninge, vaje in tekmovanja ter večkrat tudi zgodnje intenzivno vključevanje. Zato imajo športniki in glasbeniki manj časa za študijsko delo, pisanje seminarskih nalog in poročil, učenje, ponavljanje, obiskovanje predavanj in podobno. To je lahko precej stresno, vendar ta stres lahko premagamo z dobro organizacijo. Za kratkoročno spoprijemanje s stresom lahko učinkovito uporabljamo tehnike sproščanja in kontrole napetosti, kar smo predstavili v modulu psihološke priprave na izvedbo. Med tehnike z bolj dolgotrajnim učinkom pa poleg zgoraj naštetih, ustrezne prehrane, gibanja in nekaterih drugih, spada tudi učinkovita organizacija časa, katere pomemben del je sposobnost načrtovanja. Športniki in glasbeniki načeloma vnaprej vedo, kakšen bo potek sezone ter katera pomembna tekmovanja in nastopi jih čakajo. Tudi pri študiju so nekatere obveznosti lahko predvidljive, kot recimo študijske naloge pri določenih predmetih ali izpitna obdobja. S tem, ko si vnaprej ustvarite oris obveznosti v določenem časovnem obdobju, recimo študijskem letu ali tekmovalni sezoni, dobite vpogled v to, kdaj so te obremenitve zelo visoke. Načrtna priprava na ta obdobja vam omogoči uporabo strategij, s pomočjo katerih boste lahko obveznosti čim uspešneje opravili skladno s svojimi cilji. Pomembno je, da ste v procesu načrtovanja aktivni, da raziščete prilagoditve, ki so na voljo in jih boste potrebovali, ter identificirate socialne in druge vire, ki vam pri tem lahko pomagajo. Dobro načrtovane in izkoriščene možnosti, kot je na primer pridobitev posebnega statusa na univerzi, bodo olajšale usklajevanje vseh obveznosti v najbolj ključnih obdobjih.
Tako lahko recimo po pridobitvi statusa športnika ali priznanega umetnika, kulturnika, s transparentno in asertivno komunikacijo s profesorji pripomorete k boljšemu razumevanju vaših potreb in zagotavljanju prilagoditev, posledično pa tudi k uspešnejšemu študiju ter njegovemu usklajevanju s športom in glasbo. V športu in glasbi se mladi sicer že zelo zgodaj naučijo učinkovito razporejati svoj čas in ga dobro izkoristiti. Zavedajo se, da imajo v posameznem dnevu le omejeno količino časa za naloge in učenje. Zato ga tudi izkoristijo na tak način, da opravijo vse svoje obveznosti in so prav zato pogosto med najbolj uspešnimi učenci. Kadar prekinejo kariero zaradi pomanjkanja časa za študijske obveznosti, je velikokrat učinek ravno nasproten. Zaradi občutka, da imajo zdaj časa na pretek, ga slabše izkoristijo in pričakovanega izboljšanja pri študiju največkrat ni. Kaj pa, ko je zahtev enostavno preveč? Če pride do dalj časa trajajočega obdobja prezahtevnih, prepogostih treningov ali vaj in pomanjkanje počitka, ali pa če se stres izvedbenih situacij ne znamo učinkovito spoprijeti, lahko to vodi v pretreniranost. Pojavijo se negativne fiziološke in psihološke spremembe, kot so občutljivost, poškodbe mišic, hormonsko neravnovesje, zmanjšana odpornost, zaspanost, izguba apetita ali teže, spremenljivo razpoloženje, nespečnost, spremembe v načinu gibanja, vse to pa vpliva na slabšo izvedbo. Pogosta psihološka spremenljivka je tudi povečanje depresivnosti. Ločimo lahko 3 dimenzije pretreniranosti, in sicer izčrpanost, ciničnost in neučinkovitost. Izčrpani športniki in glasbeniki občutijo čustveno in fizično utrujenost, izsušenost. Ne morejo se pripraviti na nov dan, zjutraj so prav tako utrujeni, kakor zvečer, preden so šli spat. Nimajo energije za trening, vaje ali za opravljanje vseh drugih zadolžitev. Ta dimenzija naj bi se od vseh 3 pojavila prva. Ciničnost se nanaša na to, da športniki in glasbeniki postanejo odmaknjeni, oddaljeni od dela, treninga in vaj, niso aktivni v stikih z ljudmi, manj se zanimajo za okolico, manj se družijo s prijatelji, so tihi in delujejo nezainteresirano. Namen te funkcije naj bi bil zaščititi se pred izčrpanostjo z manjšo vpletenostjo v dogajanje. Dimenzija neučinkovitosti pa se kaže v naraščajočem občutku nesposobnosti za opravljanje treningov in vaj. Dosežki športnikom in glasbenikom ne dajejo več nobenega zadovoljstva, vsi novi cilji pa se zdijo preveliki in prenaporni. Dovzetnost za pretreniranost je tudi nekoliko individualna. Kako lahko torej sami spremljate svoj napredek in zagotavljate, da do nje ne pride? Poleg spremljanja počutja in zagotavljanja dovolj počitka je eden od kazalnikov tudi analiza jutranjega pulza oziroma pulza v mirovanju. Vsaj 2 tedna si vsako jutro 30 sekund merite srčni utrip, še preden vstanete iz postelje. Zanima nas minutni utrip, zato izmerjeno vrednost pomnožite z 2 in jo zabeležite. S tem vidite, kakšen je vaš povprečni puls v mirovanju. Z merjenjem nadaljujete in v primeru, da se naslednji dan utrip dvigne za več kot 10%, je to morda pokazatelj, da si niste dovolj odpočili. Drugi pokazatelj pretreniranosti pa je, če utrip po dnevu počitka znatno ne upade. Referenčna vrednost povprečnega jutranjega pulza je pomembna, saj je potrebno upoštevati, da bo utrip v mirovanju nekoliko rastel v bolj stresnem obdobju ali obdobju težjih treningov in vaj, kar pa ni že nujno pretreniranost. Za učinkovito spremljanje svojega jutranjega pulza lahko uporabljate graf, ki je na voljo kot priloga temu modulu. Dobro je, da skozi različna obdobja spremljate svoje počutje ter ste pozorni na količino počitka. Če se ob tem, ko ste postavljeni pred novo obveznost ali dodatno nalogo, pojavijo negativni občutki, stres ali tesnoba, je to lahko znak preobremenjenosti. Takrat je pomembno, da znate postaviti meje in včasih kakšno stvar tudi zavrniti.
Reči ne je namreč izjemno pomemben aspekt organizacije časa. Ko usklajujete tako intenzivna in zahtevna življenjska področja, kot so študij, šport in glasba, se lahko zgodi, da zahteve postanejo previsoke. Ob tem je dobro, da se malce ustavite in ponovno evalvirate situacijo. Vprašajte se, kateri cilji so trenutno najbolj v ospredju na posameznem področju, katere prioritete izhajajo iz teh ciljev, ter skladno s tem prilagodite svoj urnik in koledar. Uspešna organizacija časa ne pomeni, da se vnaprej zastavljenega načrta neomajno držite, temveč, da vam ta pomaga pri sprotni evalvaciji in uvajanju potrebnih prilagoditev na poti do cilja.